V tem delu tega vodiča bomo izdelali streho. In tako bomo dopolnili volumen objekta. Glede na to, da je ta streha enostavna dvokapna streha brez napuščev in slemen, jo bomo risali ročno brez uporabe dodatnih vtičnikov. Streho bomo razdelili na dva dela. Prvi del bo glavni del strehe, ki se nahaja nad prostori. Drugi del pa bo podaljšek, ki bo deloval kot napušč nad teraso. Čeprav sta tehnično gledano dva dela, bosta vizualno predstavljala enotno streho. To delitev izvajamo zaradi tako imenovane zabatne stene, ki se nahaja na delu, kjer so prostori. Torej, imamo situacijo, da je streha prekinjena z zabatno steno, zato je za nas praktičneje, da jo modeliramo ločeno. Sedaj bomo odprli našo dvodimenzionalno risbo, ki jo imamo, in tam lahko jasno vidimo, da je višina med zidom in streho 130 cm. To višino je pomembno izmeriti neposredno iz risbe, saj ko rišemo prosto črto v programu SketchUp, ne moremo takoj potegniti črte pod kotom. Program ne bo samodejno poznal nagiba strehe. Sedaj bomo narisali delilno črto. Na tej črti bomo poiskali sredino oziroma središčno točko. In pod vsemi osmi bomo potegnili črto dolžine 130 cm. To naredimo zato, ker nam ta točka predstavlja os strehe, oziroma mesto, kjer se dve kosi ravnini srečata v samem vrhu. Sedaj bomo vrh te črte povezali s končnima točkama naše strehe. Torej z levo in desno robno črto zidu. Srednjo pomožno črto bomo izbrisali. Nato pa bomo z možnostjo push in pull našo streho potegnili do konca, v dolžino celotne hiše. In to je to. Sedaj imamo oblikovano enostavno dvokapno streho, pravilno po višini in proporcijah, pripravljeno za spajanje z drugim delom na teraso. Ker smo že izmerili višino strehe. Sedaj bomo risali s pomočjo tako imenovanih pomožnih črt. Izvlekli bomo vrh strehe. Naredili bomo horizontalno pomožno črto od zidu do zidu. Poiskali sredino. Sedaj bomo od vrha povezali robove naše strehe. To bomo storili z ene in z druge strani. V tem trenutku bomo izbrisali naše pomožne črte, ker jih ne potrebujemo več. Ker je debelina zidu 30 cm, takšno debelino bomo naredili na naši strehi, da bo enaka debelini našega zidu. In sedaj bomo od njenega vrha potegnili črte proti voglom oziroma proti končnim robom strehe. Na ta način oblikujemo trikotni zaključek, ki poveže obe kosi strani strehe v eno ploskev. Glede na to, da je naša streha vizualno vrezana v zid, sedaj bomo morali narediti vrez v naši strehi. Kar pomeni, da bomo ponovili to vidno črto zidu na eni in na drugi strani. Sedaj bomo izbrisali črte, ki jih ne potrebujemo več. Nato pa bomo z možnostjo push in pull, da povežemo drugi del strehe s prvim. Ko smo do sedaj naredili skupine za vse elemente, pritličje, rez, talno ploščo in medetažno konstrukcijo, takšno bomo sedaj naredili tudi skupino za streho. Preden to storimo, priporočam, da s pomočjo orodja Move malo premaknemo že narejene skupine. Samo da bolje vidimo, katere elemente izbiramo in katere črte so nam ostale med risanjem. Nato bomo izbrali celotno streho, vse njene ploskve in robove,
in iz tega naredili eno skupino. Streho smo delali ročno, brez vtičnika, da bi razumeli osnovni princip oblikovanja naklona in povezovanja kosin.